Moja naloga bi bila danes, torej gre za dva krajša sklopa, in sicer v prvem bi poskušal pokazati samo, kaj je znanega glede gozdov in obnavljanja gozdov v Evropi, torej da dobimo neko širšo sliko. Jaz se opravičujem, v prvi delavnici je bilo že del te tematike pokazane, zdaj tisti, ki ste že bili, boste slišali to temo dvakrat, ki ste zdaj prvič, pa pač prvič. V drugem delu se bom pa malo bolj oslonil na neko kratko analizo obnove oziroma razvoja in stanja gozdov, pač kakršna je današnja slika. Po podatkih iz leta 2018, vendar mislim, da se leta 2020 oziroma 2022 ni bistveno stanje spremenilo v tem pogledu. Mogoče bi bilo tudi v redu, da se poskušamo oziroma da izpostavim svoje stališče, glede na to, da je tema tudi nekje, se pravi, obnavljanje gozdov z ciljem zagotavljanja neke trajnosti. Trajnost, vemo, da se v Sloveniji precej različno razume s strani različnih sektorjev. Če gledamo v gozdarstvu, eno je, kako na to gleda proizvodna, eno je na to morda, kako gleda to, kakšni so pogledi mogoče varstva narave, kakšni so pogledi čistih gojiteljev oziroma profesionalnih gojiteljev, načrtovalcev. In sicer tukaj bomo morali prej slej seveda najti konsens. Moj pogled tukaj je razmeroma preprost, in sicer moj pogled je, da se gozdovi, da se trajnostno z njimi gospodari takrat, kadar so blizu uravnoteženosti. Zdaj blizu, to se pravi, gre enostavno za demografsko sliko. Ko je ta demografska slika približno uravnotežena, takrat lahko rečemo, da ti gozdovi so nekje trajni ali pa da je ta slika dokaj trajna in imamo pravzaprav zelo malo rezerv, da povišujemo to stanje, bodisi da zvišujemo lesno zalogo, bodisi zlažnjujemo in pač takrat nekaj pridobivamo oziroma zgubljamo v smislu ponorov ali pa recimo tudi nekaj časa si lahko pridobimo s tem, če recimo zvišujemo lesno zalogo. Na drugi strani, če znižujemo lesno zalogo, zmanjšujemo rizike, skrajšujemo obhodne in tako naprej. Ampak to je v bistvu slika trajnosti in zato morajo biti v sistemu nekega kolektivnega oziroma nekega participativnega načrtovanja, predvsem strateškega na najvišjih ravneh, ravno te cilji potem dogovorjeni. Danes bi poskušali samo pokazati sliko, se pravi, kakšno de facto je stanje v Evropi, kje je tukaj Slovenija in potem se bolj podrobno v okviru tistih dveh diskusij pogovarjati pravzaprav, kaj se da v okviru tega narediti. Pripravil sem tudi nekaj izhodiščnih vprašanj. Krog je zelo širok, tako da upam se, da se bodo lahko na tista vprašanja, da bomo lahko potem tudi podali ali pa skupaj seveda v neki diskusiji podali neke iztočnice oziroma morda celo neke odgovore, priporočila. Tako, torej, glede evropskih gozdov je zdaj takole, skupaj jih je približno 227 milijonov hektarjev, 27 milijonov je še drugih gozdnih površin. Druge gozdne površine, to je pač po definiciji FAO-ja, tam, kjer je gozdnatost manjša od predvidene, to je nekje, mislim, da je to 20%. Pri nas se recimo v to kategorijo štejejo tudi razne zaraščajoče oblike, predvsem tiste inicialne oblike zaraščanja in pa potem tudi nekoliko večji vegetacijski otoki, ki po standardu, ko ga pogledamo, vidimo, da bi lahko bil gozd, vendar če te površine ne izpolnjuje, se pravi minimalne površine, potem pač ni gozd in potem šteje kot kmetijsko zemljišče, vendar po standardu FAO oziroma Forest Europe. In zdaj upam, da tudi v okviru naše zakonodaje slovenske, da se bo ta zadeva pač v okviru novega zakona enkrat, ko bo nastal, da se bodo tudi definicije nekoliko popravile in se bodo približale pravzaprav mednarodnim definicijam, zato ker zdaj so ta odstopanja od njih kar znatna. Torej, gozdov je v Evropi 35% in sicer največ jih ima Finska, potem Švedska, potem Slovenija in pa Makedonija. Mešanih gozdov je 46%, listnatih oziroma iglastih gozdov je 46, listnatih 37, mešanih 17.
Tukaj bi noter povedal, da ta zgradba mešani gozdovi gre po 25%. V resnici je mešani gozdov, če bi striktno gledali po definiciji neki, da je mešan gozdž tisti, kjer se prepletata zaradi mene dva iglavca, potem bi bilo mešani gozdov praktično 90%. To je tudi nekaj uradna definicija. Pred leti smo imeli nek projekt, mislim, da je bil en kolega iz Španije ga je vodil, in smo imeli evropski mešani gozdovi in tam noter je bila izpostavljena definicija, da je mešan gozd tisti gozd, kjer so pač prisotne vsaj 2 do 3 drevesne vrste, ne glede na to, ali so listnati ali so pa iglavci. Kar zadeva zgradbe, imamo, da je 3/4 gozdov nekje enomernih, 1/4 je raznomernih. Razvojne faze so naslednje. Okrog 13% je mladovja. Tukaj moram reči, da je evropska karakterizacija precej drugačna od slovenske. In sicer gre enostavno za to, da je mladovje, jaz sem tukaj napisal za naše razmerja, to velja, da je DBH pač manjše od 10 cm, torej prstni premer, vendar evropski standard je nekje, da se uvršča pod 20% obhodne priporočene, to se pravi časa, celotne obhodne. Se pravi, če bi zdaj gledali, da je obhodna recimo 100 let, potem bi bilo kot mladovje uvrščano vse tisto, kar je manj kot 20 let, se pravi 20% tega, se pravi 20 let. Na drugi strani so srednje zreli in pa zreli gozdovi, vsi tisti, ki se uvrščajo v obhodno, pa spet 90, pa 90, pa 20, pa ne gre skupaj, pa da 110, ampak nič hudega. To je pač evropski standard, neko priporočilo, ostalo so pa raznomerni gozdovi. Skratka, imamo cirka 50% zrelih pa srednje zrelih gozdov, imamo okrog 1/3 ali pa slabo tretjino raznomernih gozdov in imamo okrog 1/4 oziroma 15% mladovja. Lesne zaloge so zelo različne. Zelo visoke v centralni Evropi, zelo nizke v nekaterih drugih delih, se pravi Luksemburg, Liechtenstein 400 kubikov, Švica 350, Romunija 400 kubikov, Slovenija 335, Nemčija mečkano zaostaja, mislim, da ima okrog 327, tam nekje, Ostale države imajo bistveno nižje zaloge, ki se gibljajo tam, ne vem, na ravni Švedske, tam 100-120 kubikov, to velja za cel borealni pas. Potem tudi španske niso, so tam okrog 150, med 200, ravno tako velja za Francijo in to je pač to. Drugi pomemben podatek je še, da imamo površine za proizvodnjo lesa, to je Forest Available for Wood Supply. Te karakteristike oziroma te definicije v Sloveniji še nismo uvedli. Pri nas je neka druga definicija po produktivnosti, tukaj so pa prav površine, ki so namenjene proizvodnji lesa. Minimalna proizvodnja tukaj mora biti nekje 1 kubik in sicer teh površin je potem bilo okrog 152 milijonov hektarjev, delež se je še poviševal v tem času in sicer prirastek na teh površinah pa znaša okrog 6 kubikov na hektar. Naprej prosim. Naprej prosim, drug diapozitiv. Halo? Jaz se opravičujem, ampak a se lahko Gal javiš, prosim? Ja, poskušam dati naprej, malo je zmede, ker nimaš ti PowerPointa. Pravic nimam. Tako da bomo uredili. Prosim, lepo.
Bom jaz kar počasi nadaljeval, no, zdaj sem si tle nekaj svojega naštimal. Tako da zdaj, kar zadeva samo sečno, je v Evropi višja, kakor pa to se pravi znaša okrog 73% prirastka in sicer poseka se okrog 4,7 kubika na hektar. Potem, kar zadeva zdravstveno stanje, okrog 3% evropskih gozdov ima resne poškodbe zaradi insektov, vetra, objedanja, številnih drugih škod, ki se pojavljajo. Ja. Tukaj gor pa vidimo še na tem grafu, to je zdaj shema, se pravi, oziroma obseg sečne. To se pravi in sicer glede na net annual increment, se pravi glede na neto prirastek in tukaj noter vidimo, da je pač Slovenija nekje bolj spodaj. Se pravi, to je to, naslednji posnetek, prosim. Kar zadeva naravno obnovo, je v Evropi ta naravna obnova še vedno prevladujoča. Nekje in sicer približno več kot dobra polovica recimo se predeluje oziroma gozdov se obnavlja naravno. Moram pa reči, da so med državami zelo velike razlike, tako tukaj noter način obnove, recimo v državah Hrvaška, Španija, Gruzija, potem Italija, Litva in tako naprej, med njimi tudi Slovenija in pa Švica, imajo obnove več kot 50%, medtem ko nekatere gozdarsko intenzivne države, kot je recimo, bom rekel, Švedska, na drugi strani tudi recimo Irska, ker je itak na novo gozdove naredila, potem tudi Avstrija, Belgija in tako naprej, tem pa je pravzaprav delež naravne obnove pravzaprav tam manj ali pa cirka polovičen. Se pravi, tukaj ni zdaj namen tega prikaza ali karkoli, da bi zagovarjal eno ali drugo. Mislim, da je optimalna tretja pot, se pravi zato, da se gre potem neke kombinirane obnove, ker kombinirane obnove pač prinašajo potem vsem dobro. Tukaj noter se pa samo vidi pravzaprav, da neke države, to se pravi zlasti tiste, ki gospodarijo s kratkimi obhodnimi in tiste, ki gospodarijo s precej visokimi lesnimi zalogami oziroma imajo hitre rotacije in hitro potem sekajo, pač borealni gozd ne more imeti 300 kubikov lesne zaloge, zato pa tam zadeve obračajo pri 80-90 letih in zato, da profitirajo pač kompletno obnovo gozdov, zaradi tega pač večinoma pa dobro polovico potem sadijo. To je to. Naprej. Zdaj pa prihajamo na stanje slovenskih gozdov in sicer po podatki, moram reči, tele izračuni tukaj, kar so prikazani, so bili narejeni na osnovi podatkov iz leta 2018 in sicer takrat se je končala ko smo potem računali pravzaprav trende, to so 20-letni trendi tudi tukaj noter prikazani od leta 2000 naprej. In sicer na zgornji levi sliki vidimo, da je delež mladovja pravzaprav zelo nizek, prav tako je potem razmeroma nizek delež drgovnjakov. Imamo zdaj v zadnjem, to se pravi oker stolpec, to je zadnji desni stolpec posod, se pravi delež drgovnjaka se je ves čas pravzaprav tega časa 20-letnega obdobja gibal med 3 in 5%. Narastel je samo zaradi ujm, ki so se dogajale mislim, da je bilo od leta 14 naprej, ali pa 13, se pravi žled, pa potem teli podlubniki in tako naprej, tako da do tega prišlo. Delež tanjših drgovnjakov je več ali manj konstanten, zmanjšal se je delež močnejših drgovnjakov, potem nekoliko je padel tudi delež tanjših debeljakov, to so debeljaki med 30 in 40, precej porasel pa število pomlajencev in pa predvsem število srednjih debeljakov. Torej, to je ena taka slika za Slovenijo in sicer tukaj noter zdaj slika lepo kaže, mladovje imamo, tudi če upoštevam današnji podatek, ki imamo 5%, za nekje normalno demografijo bi ga morali imeti
cirka 15% mladovja. Ne. Se pravi, ko to preračunamo na 1 200 000, ali pa tudi, če bi računali samo na neke gozdove, ki se res gospodarijo intenzivno in po nekem sistemu SPG, potem vidimo pravzaprav, da nam zadeve manjkajo stotine kvadratnih kilometrov, ne hektarov, ampak kvadratnih kilometrov mladovja. Ne. Danes. Kar zadeva lesne zaloge, to je zgoraj desno, ne. Lesne zaloge so se v dosedanjem času primerno oziroma kar dobro razvijale, torej prišli smo nekje zdaj do stanja, da je lesna zaloga nekje 327 kubikov. Ne. V zadnjem času smo zdaj tudi ugotavljali, torej trend je zdaj naraščanja lesne zaloge, to se pravi sam prirastek, smo zdaj skupaj z Galom ugotavljali, smo tudi preverjali veliko, torej priraščanje, sestojni prirastek je se zdaj nekoliko, je z letom 18 v obdobju 12-18 padel, v primerjavi z obdobjem 2007-2012 pa 2000-2012 je padel in se je začel zniževati. Ne. Druga stvar, to seveda zdaj pomeni, da so se stoji nekje zasičenja. Je sam prirastek vizavi sečni. Vidimo, da v vseh teh letih je bilo razmerje, se pravi približno 1/3, ali pa bom rekel pod 50%, ne. Samo v zadnjem času, se pravi leta 2020, to se pravi v obdobju 2010-2020, ki zajema pravzaprav vse te naravne procese, ki so se dogajali, ujme in tako naprej, ne. V tem trenutku imamo zdaj nekje recimo mogoče slabih 2/3, da se poseka, 1/3 gre pa še vedno v akumulacijo. Naprej, prosim. To je pa dinamika obnavljanja in sicer v Sloveniji, a ne? In sicer med leti 2011 in 2020 je bilo v Sloveniji obnovljenih, bom rekel, 12.600 hektarov. To so podatki izpisani iz ZGS poročil, to niso, mislim, iz vzorčne mature ali karkoli, to so pač realni podatki, letno podatki, ki jih pač zavod navaja. In sicer v okviru tega je letno povprečje, ali pa na osnovi tega je letno povprečje 1260 hektarov in sicer po tem izračunu bi, če bi vzeli zdaj nekje, bom rekel, nek delež gozdov, potem bi obnova taka trajala s to dinamiko od 600 do 900 let. Potem, kaj je zdaj idealna površina obnove? Če bi nekje vzeli, koliko bi morali v resnici obnavljati, to se pravi, če bi vzeli povprečno proizvodno dobo 123 let, to je za celo Slovenijo, kar pomeni v nižinah nekoliko več, za gorski svet pa seveda je to več, potem bi morali letno obnavljati vsaj 6000 hektarov. Moram pa reči, da v tej površini sem upošteval površino ne 1.200.000 hektarov, ampak površino 750.000 hektarov, 754.000. Izločil sem vse tiste, to se pravi malo površinske gozdove, torej vseh lastnikov od 1 pa do 5 hektarov, pa rezervati so šli ven, pa varovalni gozdovi so šli ven, tako da to je zdaj nekje tiste, kjer se dejansko nekje aktivno gospodarja, in tudi če bi šli v teh, se pravi na teh površinah, bi morali pravzaprav obnavljati 4-krat bolj intenzivno, kakor obnavljamo danes. Od spodaj je pač prikazan samo graf tega stanja, se pravi po posameznih območnih enotah, kako se je to kazalo in to je to. Naprej, prosim. Kar zadeva slovenske gozdove, lahko rečemo, da so slovenski gozdovi zastarani in sicer problem se vleče že zelo dolgo časa. Leta 1964 je dr. Pipan objavil študijo in on je takrat nekje računal, seveda mislim, da je imel glede na današnje vedenje in današnje ugotovitve je razpolagal z nekoliko napačnimi podatki. On je namreč takrat uporabljal, ker to je bila tista obdobje, povojno obdobje, kjer so večino gozdov uvrščali v prebiralne gozdove, zato je bilo enodobnih ali pa SPG gospodarjenih gozdov samo 300.000. In na osnovi te površine 300.000 pa dinamike obnova, ki je bila mimogrede višja od danes, je on računal, da bi bila takrat proizvodna doba 150 let. In je seveda to kritiziral. In on je
takrat trdil, da imamo nekje strokovno inercijo, da imamo pokapanje mrličev, da capljamo za naravo in da posekamo tisto, kar je narava izločila in da pomlajujemo samo, kjer je narava sama ustvarila pomladek. Skratka, da je bilo aktivnega gospodarstva nekoliko premalo. Tukaj dol na desni strani sem naredil še en kontrolni izračun in sicer po podatkih monitoringa, se pravi te inventure, če je mladovje recimo nekje 4%, in če potem upoštevamo pomladitveno dobo 20 let, potem imamo proizvodno dobo dejansko 500 let. Se pravi, številke nekje grejo precej skupaj, tam je bilo zračunano, da bi rabili, ne vem, bom rekel, 6000 hektarov na površini 750 000, tako da te številke niso izmišljene, ampak dejansko je obnova verjetno nekoliko prepočasna. Naprej, prosim. Tukaj noter so narisani modeli in sicer to so nekje modeli naravnih stanj. Narisana je kompletno, se pravi, oziroma slika, kaj imamo. Model je najbolj desni stolpec, se pravi temnomodri stolpec, in sicer to je bilo posebej narejen za drgovnjake, za mlajše drgovnjake, se pravi za mlajše debeljake in srednje debeljake in pa starejše debeljake, tako da te stvari zdaj imamo in kaj vidimo pravzaprav, da mladovja je približno 3-krat premalo, drgovnjakov je za polovico premalo, mlajših debeljakov je bistveno preveč, ravno tako velja to za debeljake, sestoje v pomlajevanju so pa recimo približno v redu. Na levi strani imate sliko za model pod 600 metrov višine, na desni strani imate pa ni bistveno vsebinsko drugačno, to je pa za nad 600 metrov. V levem primeru, to se pravi za nižinske gozdove, je obhodna oziroma proizvodna doba računana na 110 let, v desnem delu pa je 135 let. Moram reči, da te proizvodne dobe, te sem kar veliko primerjal z starimi časi. Profesor Čokal je tam delal velike raziskave v 60-ih letih. On je takrat govoril, da je celo za smreko takrat proizvodna doba že takrat bila predolga. Uporabljal sem tudi švicarske tablice in tudi za alpske prostore, kakšne tam imajo obhodne in tako naprej. To so bolj tablične vrednosti, izhodišne niso realne, ampak približno to so številke morda, ki bi se jim bilo dobro na nek način vsaj malo približati, da bi bila obnavljanja hitrejša. Tukaj od spodaj je nekih par slikic, kaj se nam zdaj trenutno v gozdovih dogaja. In sicer na skrajni levi strani vidimo primer ujme, kjer pravzaprav mislim, da gre za okrog 10-15 hektarov velik konec na Pokljuki, kjer je posajeno samo tisto, oziroma kjer mladovje raste samo tisto, oziroma uspeva samo tisto mladovje, ki je bilo posajeno, vse ostalo je šaš premočen in je v bistvu vse zapleveljeno, tako da je v bistvu neka ogromna vrzel, kjer bo pomladitvena doba, če bo šla naravnim potom, morda 20, 30, 40 let, 20 ne, prej 30 oziroma bo 30 pa 40. Na desni strani oziroma v sredini imamo sliko nekega zastaranega gozda brez ene mlade smrekice ali pa jelke, ne vem kaj že je, in pa na desni strani imamo recimo kako se tu pa tam sporadično pojavlja kakšno jedro, kjer slučajno pride do nekega svetlobnega jaška. Se pravi, to so zdaj taki problemi povezani, tukaj recimo se ugotavlja, da se gozdove prepozno odpira, sestoje bi se morali odpirati recimo vsaj kar zadeva tele gorske gozdove, že tam nekje pri 90 stoletjih starosti, bi se morali že kar fajn odpreti, se pravi zato, da bi svetloba bila sproščena noter, da bi se tudi bolj raznodobne strukture ustvarjale in potem bi bilo to mogoče lažje slediti. Če pa to zgodno fazo izpustimo in imamo potem naenkrat tam velike oziroma starejše debeljake, potem je pa praktično nemogoče noter v nekem kratkem času obnove, to se pravi obnovo speljati in potem smo nujno soočeni s tem, da imamo zelo dolga proizvodna obdobja, kar pa ima seveda potem druge posledice. Naprej, prosim.
Kar zadeva, to so zgornje slikice, to je še enkrat zdaj iz stanja gozdov, to se pravi iz te analize, kako se je v zadnjem času stanje premikalo. Torej vidimo, da v pogledu mladovja, zdaj v zadnjem času je res mečkano skočilo, ampak to je bilo predvsem zaradi, to so pač površine zdaj, ki so nekoliko prizadete zaradi teh ujm, ampak drugače vidimo, da so recimo razmerja, se pravi višina stolpcev, kot tako vidimo pravzaprav, da so v času zelo, vsaj pri tistih ključnih kategorijah, recimo debeljaki in tako naprej, da so razmeroma konstantni. To seveda pomeni, da neke velike variacije v gospodarjenju ni, ampak da je gospodarjenje zelo homogeno oziroma zelo, se pravi, brez, bom rekel, nekih poskusov spremenitve stanja. Skratka, je neka pot, in te poti se skušamo pravzaprav čim bolj držati, pri tem pa morda ne vemo, ali je ta pot optimalna ali pa tudi ni. Kaj zdaj pomeni na desni strani imate pa slike poprečnih lesnih zalog, nekoliko izstopajo Slovenj Gradec, potem izstopa potem tudi Nazarje. Slovenj Gradec in Nazarje, mislim, da tudi Maribor tam blizu, pa še kakšno so trenutno območne enote, kjer so gozdovi najbolj zastarani, kjer mladja tako rekoč ni, oziroma ga je res v tistem minimalnem deležu, in to je to. Za trajno pridobivanje, to se pravi lesa, to se pravi, kar pomeni zdaj industrija, tudi sekvestracija in pomor, sedanje stanje ni preveč ugodno, imamo visoke lesne zaloge in sicer trenutno stanje je saj z vidika sekvestracije, morda tudi kakšnega drugega učinka, se pravi ugodno za politiko, vendar je zelo rizično za ostale, se pravi, bom rekel, sfere, predvsem za gospodarjenje, za ekonomiko tudi celotno, in pa tukaj ne gre zdaj samo na eni strani, mogoče rekel, ekologija, vendar ekologija je potem tudi stojnost sestojev in stojnost sestojev sploh ni zavidljiva. Stojnost sestojev v Sloveniji, vsaj v nekaterih koncih, je zelo ogrožena. In tukaj od spodaj je mogoče samo par iztočnic, se pravi, kaj pomeni vzdrževanje visokih lesnih zalog v razvojnih fazah, in sicer imamo porušeno demografijo, ki kaže nenormalen razvoj sestojev, ta je neugoden za gozd sam, tako za ljudi, tudi na nek način za naravo in pa seveda za gozdno gospodarstvo. Saj sem rekel, moja definicija trajnosti je, da je to uravnotežen, demografsko uravnotežen gozd, zato ker je samo demografsko uravnotežen gozd se lahko trajno razvija. Jaz priznavam tudi to, da mora gozd priznavati, nekdo je prej napisal, da mora gozd izpolnjevati tudi ostale funkcije, to je točno res, torej moramo na enak način gledati potem tudi ekologijo, se pravi ekološke funkcije, kot tudi ekonomske. In mislim, da sedaj še nismo v tisti fazi, ko bi na vse tri komponente trajnosti, se pravi proizvodno oziroma ekonomsko, ekološko in socialno gledali z enakimi vatli, ampak je predvsem ekologija in pa socialna funkcija sta mogoče čisto na prvih mestih, na zadnjem žal je pa tudi ekonomika. Ampak če smo pošteni, potem moramo vse tri komponente gledati enako, se pravi z enakimi vatli in jih tudi tako optimirati. Naslednja slika, prosim. Tukaj noter je samo odstotek oziroma stanje gozdov z vidika nekega zdravstvenega stanja. Zdravstveno stanje v slovenskih gozdovih se pravzaprav vse skozi poslabšuje. Torej, leva slika nekje kaže poprečno osutost krošenj, žal nimamo najnovejših podatkov, to so sicer podatki samo iz mreže 16x16, ampak to se pravi, je pa tudi evropska slika podobna, tako za iglavce kot za listovce se stanje v smislu defoliacije slabša. Verjetno, da se bo še bolj slabšalo. Danes sicer ne moramo več govoriti o stresnih dejavnikih umazanega zraka kot 30 let nazaj, ampak gre predvsem verjetno za sušni stres, temperaturni stres in tako naprej, tudi ozon, in to so zdaj pač faktori, na katere imamo seveda omejen vpliv. Na desni strani je pa samo odstotek sanitarnih sečenj, ki se je močno dvignil tam od leta 2013, in potem zdaj počasi pada in se spušča nekje na normalno raven, 30%, 25%, to je nekje normalna mortaliteta.
morda, ali pa tista idealna, s katero bi lahko računali, morda idealna 20, pa še sprejemljiva 30, ampak kaj dosti več pa ne. In to bo pač številka, s katerimi bomo probali pač naprej živeti. Na drugi strani je pa tudi res, da če ne bo poskrbljeno za določene stvari, potem bo takih skokov, krivulj, kot je tale na desni strani, še veliko več. Naprej, prosim. To je primer stojnosti sestojev, se pravi, kako danes se recimo zgornja leva slika, to je primer popolnoma neprerečenega letvenjaka, gre za bukov letvenjak. Na desni strani je bukov oziroma drogovnjak, je že mogoče letvenjak. Na desni strani zgoraj je mlad smrekov drogovnjak, ki ga je popolnoma uničilo neurje. Vsa skrivljena drevesa in vse to kaže pravzaprav, kakšna je slika. Taka slika je bila še lansko leto po zimi, ko se je tam hodilo, tako da sanacija, to je dogodek, ki je bil že izpred nekaj, 5-6 let nazaj. Spodnja leva slika kaže popolnoma neprerečene debeljake, to vse tri slike pravzaprav, celi šopi debeljakov, torej 3-4 odrasla drevesa, kjer se pravzaprav korenina in seveda krošnje uraščajo eno v drugo. To so vse dejavniki, ki vplivajo negativno na stojnost in zlasti ti ukrepi, negovalni ukrepi, bi jih bilo treba zelo, zelo intenzivirati in tudi skrbeti pravzaprav zelo zgodaj, da bi prišlo do neke raznodobnosti, se pravi tako v smislu nekih posebnih sečenj za to, da se preide v raznodobne zgradbe iz raznodobnih, iz enodobnih, zato da bi se potem stojnost potem bistveno bolj povečala. Naprej. Tukaj bi morda še eno stvar v zvezi s prejšnjim posnetkom povedal, oziroma glede stojnosti. Zelo pomembno naprej, vsaj tako se zdi, to je bolj moje subjektivno opažanje, in sicer to je prostorski red, se pravi, ali pa če hočete prostorski plan sečenj in pa obnove gozdov. Ta bi se moral delati precej bolj dolgoročno, kot se dela danes. Učinki bi bili večkratni. Eno je zato, da bi lahko potem zagotavljali različne habitate tudi za živali, za fauno. Na drugi strani bi lahko poskrbeli za tanjše dotoke, to se pravi lesa, in na drugi strani tudi gre za optimiranje proizvodnje. Teh prostorskih načrtov se danes tako rekoč ne dela, dela se za eno proizvodno obdobje, kar se pa velikokrat pokaže, če pride potem do rizičnih dogodkov, da je to premalo. Se pravi, te prostorski plani oziroma obnova gozdov, ko enkrat gozd se znajde v kritičnem stanju, bo treba verjetno te obnovitvene načrte delati celo za 20 let. Tukaj noter je pa zdaj en primer iz študije, ki so jo izdelali Mali pa njegovi kolegi, in sicer gre enostavno, to je na primer na slovenskih podatkih, vidimo več krivulj, in sicer ta roza krivulja, se pravi tam tretja nekje pod debelo črto. Debela črta pomeni, da ponora ni oziroma je ponor ničla. Imate zdaj BAU pomeni business as usual, to se pravi nekje normalno stanje oziroma gospodarjenje tako kot danes, s tem, da je Boštjan že uvodoma povedal, da ne bi se ta intenziteta sečnje vseeno povečevala, kar potem ne vem, če je BAU, ampak to je druga zgodba. Potem imamo tukaj HH, to je, da so visoke sečnje, LH, da so low harvest, se pravi, da so mejsne sečnje, potem imamo pa planirano je pa nekje pač dolgoročni plan, se pravi, glede na oblik. In tukaj noter pravzaprav vidimo, da je ta primer, recimo rozaga, da je dokaj uravnotežen, ki bi ga morda kazalo slediti. Moram reči, da taki scenariji v prihodnje, to bi bilo dobro za celo Slovenijo narediti, tako da bi pravzaprav imeli realni plan oziroma plan, kakor predvideva gozdno-gospodarski načrt, vendar v smislu realne, se pravi v smislu realne realizacije, potem pa imeti uravnotežen gozd, to bi moral biti recimo kot planirano, potem pa povečane pa manjše sečne in pa tukaj noter so še hazardi, to je HAS, in sicer takih krivulj z povečanimi, to se pravi skoki in pa minusi, to vidimo, da zelo negativno vpliva tudi na sekvestracijo. Naslednji posnetek.
Tukaj noter je primer Švice in sicer oni so delali tudi za 100-letni scenarij za naprej in sicer vidimo na koncu, to se pravi, če gledamo samo zgornje 4 grafe, se pravi, srednji je za plato in pa spodnji čisto je za Alpe delani, se pravi, imamo na levi strani imamo nekje uravnoteženo gozdno srečno, to je v bistvu to, da je normalni model gozda, oziroma če govorim, da je uravnotežena demografija, potem imamo ta drugo sliko minimum forest management, to pomeni, da v tem primeru da so gozdarski ukrepi pravzaprav minimalni, v tretjem primeru, da se sečna zmanjšuje in v četrtem primeru, da se sečna povečuje. Kaj vidimo, da sekvestracija je samo v enem primeru dokaj fiksna, se pravi v prvem primeru. V vseh primerih ostalih kaže pravzaprav nekje morda s prvo povečanje ugodnosti, ali pa da se stanje ugodno poveča, potem pa se stanje čez čas spet začne zmanjševati. To je na nek način tudi logično, če imate vi uravnoteženo demografijo, samo dolgoročno uravnotežen gozd, dolgoročno govorim, ne zdaj plus minus 10-letna odstopanja, ki jih vedno lahko delamo, dolgoročno odstopanja, samo na osnovi tega mi potem lahko trajno vzdržujemo nek gozdni red, ki imamo potem majhna nihanja, mogoče, če povečujemo lesno zalogo ali pa znižujemo, na eni strani malo podaljšamo obhodno, na drugi strani malo skrajšamo in tako naprej, tako da tam so potem v bistvu te proste spremenljivke ali pa faktorji, ki jih moramo upoštevati, imamo zelo, zelo omejen čas. In pa omejeno število faktorjev, ki jih potem damo v ta načrt, da potem peljemo neko proizvodno. Naslednji tale diapozitiv. To je pa primer vse evropske študije in sicer delo je Nizozemska in sicer na Nizozemskem so naredili, moram reči, niso bili Nizozemci tisti, oni nimajo veliko gozdov, ampak sodelovali so s cele Evrope v njej, pregled je bila objavljena. In zelo zanimiv je tale, se pravi, oranžna črta, ki gre sprva kaže precej velik ponor, se pravi, ta ponor je naraščal vse od leta 1960, torej tukaj gre za negativni ponor in to je naraščanje, potem ponor se pač izkazuje z negativno vrednostjo. No, ampak potem vidimo od leta 90 naprej, ko se zadeva spremeni v zeleno črto, je pa ta ponor postal konstanten. Govorim tisto, kar sem povedal že prej, da tudi za evropske gozdove zdaj je, se pravi, zadnji vsi podatki pravzaprav kažejo, da po dolgem letu, recimo po dolgih letih, tukaj je noter tudi zgornja slika, recimo kaže neto prirastek, to je letni prirastek, se pravi, v začetka je grozno rastel, od leta 60 pa do nekje celo leta 2000, zdaj je začel tudi padati. Potem imamo na drugi strani tudi poveč sečno, se pravi, roundwood, okrogli les, spet sečna je nekaj časa zastajala, potem je kar dolgo časa rasla in zdaj spet sečna pade in ravno tako je tudi ogljik. Se pravi, gozdovi so v trenutnem stanju so nekje zasičeni pri sedanjem proizvodnju in če hočemo kakorkoli gozdove zdaj obrniti v neko boljšo stanje, rabimo tudi novo razvojno paradigmo. Ta razvojna paradigma ni v tem smislu, da zdaj rečemo, bomo lesne zaloge povečevali, ta razvojna paradigma mora biti gojitvena. Se pravi, mi moramo gojitvene vzorce zamenjati in šele potem bomo mogli imeti recimo možnost optimiranja. Recimo, če imamo malodonosne gozdove, rečemo malodonosne gozdove, bomo zdaj spremenili neke stelnike ali pa bomo povišali v debeljake, bomo intenzivno za to delali in bomo zato tam podaljšali obhodno, čisto lokalno in bomo rekli, te gozdove bomo zdaj dvignili 100 kubikov na 200 kubikov in tam bomo imeli ta plus noter v sekvestraciji. Drugačega pa ne moramo dobiti takih plusov več. Samo še na take stvari lahko ciljamo, ker drugače je pa zadeva več ali manj zaključena. Še zadnji diapozitiv, mislim, da je, ali pa celo konec. Ja, no, še zadnji. Se pravi, zakaj trajnostna obvolna gozdov? Demografska struktura gospodarjenega gozda je precej drugačna od pragozda in sicer zaradi zahtev in pričakovanj po storitvah. Zato moramo imeti danes nekje ažurno obnovo in sicer ta pa je seveda osnovni ukrep za trajno vzdrževanje. Kaj uravnoteženi gozdovi lahko zagotavljajo? Torej, zagotavljajo ekološke storitve, predvsem stojnost, nekje zadrževanje vode v vegetaciji, ta vpliv je v bistvu minimalen, bolj je pomemben vpliv recimo pri omilitvi poplav, če je to načrtovanje
bom rekel, ukrepov pravilno. Moram reči, da tle sama, bom rekel, obnova gozdov nima tako velikega vpliva na to. Kar zadeva biotsko pestrost, gre predvsem za raznolikost gozdnih habitatnih tipov. Danes vemo, tudi v Sloveniji se dogaja to, pred leti se je to že zgodilo v Nemčiji, objavili so celo članek z naslovom Beach Strikes Back, se pravi, bukev udarja nazaj, ne? Kar pomeni, slika gozdov se spreminja in sicer spreminja se samo v korist bukve in pa smreke, medtem ko vse ostale drevesne vrste pravzaprav nekje postajajo minoritetne. Ne? V Sloveniji se nam to dogaja recimo z jelovim bukovimi gozdovi in sicer ne na silikatih, ampak stelini dol na Krasu, se pravi na karbonatnih tleh, kjer danes celo govorimo v načrtih ali pa govorijo o zabokovljenih jelovo-bukovih gozdovih, se pravi jelke tako rekoč več ni. Vemo, da nam gabri izginjajo iz gozdov, ali pa gabra je še kar veliko, ampak graden izginja iz gozdov, tudi druga minoritetna vrste in da če dalje večjo vlogo prevzemajo neke nosilne vrste in če hočemo kaj tudi za biotsko pestrost, se pravi na splošno, za številčnost vrst skrbeti, na drugi strani tudi za same habitatne tipe, ki vemo tudi, da so nekateri temeljijo pravzaprav na zelo ljubnih vrst, se pravi ne na senco zdržnih, ampak ravno obratno. In takih gozdov ali pa takih sestojev seveda je v Sloveniji zelo, zelo malo. Zelo so ogrožene tudi obrečni habitati, ki grejo samo z naravno obnovo naprej. In to. Potem tudi, kar zadeva optimalno vezavo ogljika, je neka uravnotežena demografija zelo, zelo bistvena, zato ker so tam njegove nihanja najmanjša. Kar zadeva socialne storitve, je bolj ali manj spet obnova ne igra toliko vloge kot pa pravilno planiranje, kje bomo nekaj ščitili pred erozijo, lavinami, ne vem kaj. Rekreacije, različne oblike se verjetno lahko izvajajo v različnih tipih gozdov. Nekaj moramo tudi vedeti, da z vidika socialne ali pa tele, bom rekel, paradigme trajnosti, mi se moramo zavedati, da današnja generacija lahko seka na 2/3 gozdov. Če bo prišlo do nekih katastrof, ko se bo ta slika še poslabšala in bo enkrat prišlo do spremembe stanja, bodo nekatere prihodne generacije morda lahko sekale samo na 1/3 površini gozdov, na 2/3 bodo imeli pa mlade gozdove. In to do tistih generacij, če govorimo o neko medgeneracijsko solidarnost, ni ravno pravilna popotnica. In pa nazadnje, govorimo o proizvodno-ekonomskih storitvah, seveda o boljših lesnih sortimentih, o več delovnih mestih, o razpršenih ekonomskih tveganjih in drugo. Naprej, mislim, da je končana zadeva zdaj. Ja, zdaj v okviru scenarija, samo če na kratko povem, imeli bomo 2 scenarija in sicer o katerih bi sprožili diskusijo, pripravljena so tudi nekatera vprašanja in sicer imamo scenarij nadaljevanja sedanjega načina gospodarjenja, se pravi nekje ohranjamo poseg pri 55, morda 60% prirastka, kratkoročno zvečan ponor, zmanjša se vitalnost, povečajo se gospodarska tveganja, povečanje se površine z neoptimalnimi zarastnimi zalogami, se pravi gozdovi so vedno bolj prazni, zaradi povečanih mortalitet in tako naprej, in pa imamo nihanje ponora, se pravi nihajoč ponor. In še scenarij 2, Gal, prosim. To je pa, da bi težili čim bolj k uravnoteženemu, to se pravi k demografsko uravnoteženemu gozdu, in sicer, kar bi kratkoročno pomenilo, da bi morali sekati 90-100% prirastka, k temu bi se seveda morala prešteti še naravna mortaliteta, kar pomeni, da bi mestoma šlo seveda čez 100%. To pomeni kratkoročno zmanjšanje ponora, pomeni pa bistveno ali pa povečanje vitalnosti in pa boljšo stojnost gozdov, pomeni tudi zmanjšanje gospodarskih tveganj z naslova naravnih dogodkov in pa seveda to strategijo, to je ta nova paradigma obnove gozdov, bi mogli seveda izkoristiti za oblikovanje bolj uravnoteženih sestojev, kot so pa danes. In sicer optimalna lesna zaloga, moram reči, da danes znaša
od 290 do 300 kubikov, ne, to se pravi lesna zaloga, ki se danes kaže kot tista 325, ali kolikor je, to ni optimalna lesna zaloga, to je optimalna lesna zaloga na račun visokih lesnih zalog debeljakov in pa njihovih velikih površin. Če bi imeli uravnotežene demografske sestoje, ne, demografsko uravnotežene sestoje, bi lesna zaloga avtomatsko padla na 290 do 300 kubikov. Ne. Tako da imamo pa zaloge, seveda možnost, in to je ta paradigma, da lesno zalogo vseeno dvignemo na 340-350 kubikov, je na rastišča, ne? Se pravi, to pomeni zelo intenzivno gospodarjenje, pomeni pa to bistveni preskok pri načinu dojemanja trajnosti, ne? Se pravi, da dejansko upoštevamo demografijo kot dejavnik in če je pač demografiji zadoščeno, potem je to tudi v redu, verjetno tudi za ostale stvari. Ne glede tudi za to, recimo, če imamo danes, ne vem, bom rekel, neko živalsko vrsto, neki hroščki ali karkoli živijo, te živali v naših gozdovih. Če je danes preveč vrst, ki so vezane recimo na debelo drevje, nam pač manjka tistih vrst, ki so vezane recimo na mlade sestoje in tako naprej. Tako da moramo potem tudi tistim vrstam zagotavljati potem neke primerne življenjske pogoje in to seveda lahko naredimo, da istočasno skrbimo in za gost in skrbimo za fauno in pa seveda tudi za recimo zeliščne oziroma za zeli in za pritalno rastje in tako naprej, ki seveda tudi je gozdno rastje in del gozdnega ekosistema. Potem imamo trajnostno vezavo ogljika in pa stabiliziranje ponora. Za tako uravnoteženje bi potrebovali najmanj 30, mislim, da 50 let, morda tudi več, ne? Gospodarski sistem bi moral biti SPG preko posestnih meja. Veliko bi bilo treba delati na združevanju lastnikov, na formiranju obratov, verjetno tudi kaj na spremembi načrtovalskih sistemov, in pa predvsem na drugačnem pristopu k gozdarjenju na splošno, ne, in to bi bilo to. Hvala lepa.